Živjo, sem Sanja Savič, vodja oddelka za pravno svetovanje v družbi PricewaterhouseCoopers. Živjo, moje ime je Katja Juhart in sem v družbi PricewaterhouseCoopers zaposlena kot vodja oddelka upravljanja s človeškimi viri. V naši družbi smo najbolj ponosni na to, da nas COVID-19 ni presenetil. Če si želite izvedeti več, si poglejte naslednji video. V družbi PricewaterhouseCoopers smo na takšne situacije zelo dobro pripravljeni. Imamo namreč vzpostavljen načrt neprekinjenega poslovanja družbe, Business Continuity Plan, kar pomeni, da letno treniramo takšne nepredvidene situacije, ker to ne pomeni samo na primer epidemije, pomeni tudi recimo lahko druge klimatske nesreče, potrese in tako naprej. Tako da ta načrt letno treniramo, vse osebe, ki so odgovorne za to, da naša pisarna nemoteno posluje, sodeluje pri tem treningu. To se pravi, da v bistvu nas take situacije ne smejo presenetiti. Naši zaposleni so že pred epidemijo imeli omogočeno delo na daljavo, torej je njihova pisarna bila virtualna pisarna, to pomeni, da so delo lahko opravljali tako iz pisarne ali od doma, včasih iz hotelske sobe, ker mi želimo iti čim bolj nasproti našim zaposlenim v smislu fleksibilnosti. Tako da v tem primeru, ko se je COVID-19 začel, smo se edino morali dogovoriti glede organizacije timskih sestankov, kako bojo te potekali, kako pogosto bojo potekali, kar pa se tiče same tehnologije, samega nemotenega poslovanja, pa to za nas ni predstavljalo nobene novosti. V bistvu smo takoj, ko se je začela epidemija, vzpostavili interno spletno stran, namenjeno vsem zaposlenim, kjer so dobili različne informacije, tako iz vidika organizacije dela, tehnologije, stikov s strankami, predvsem pa smo se posvečali duševnemu zdravju zaposlenih, tako da smo poskrbeli tudi za virtualne odmore. Naše podporno osebje je bilo odgovorno za to, da je vsak dan ob 12. uri poskrbelo za virtualni odmor. Prijava na ta odmor ni bila obvezna, torej si lahko prostovoljno sodeloval in na teh odmorih smo poskrbeli za različne vsebine. Naprimer, en dan smo se morali vsi obleči, kot da bi prišli v pisarno, potem smo en dan recimo mogli imeti oblečene zanimive nogavice in tako naprej. Poskrbeli smo tudi za športne aktivnosti, tako da smo z zaposlenimi delili različne predloge za športne aktivnosti, za telovadbo od doma, poskrbeli smo za starše, tako da smo jim dali predloge, kako preživljati čas za otroki. Dali smo različne predloge staršem, naprimer, da naj si vzpostavijo škatlo za dolgočasje. To je bila škatla, kjer so imeli pripravljene različne igre za otroke v primeru, da imajo oni sestanek in se otroci začnejo dolgočasiti. Tako da smo res zelo poskrbeli za to, da so bili naši zaposleni zadovoljni. Takoj smo tudi odreagirali, če so izpostavili kakšno pomanjkljivost. Imeli smo redne sestanke vseh zaposlenih, tako da smo se res trudili, da smo odreagirali na vprašanja zaposlenih takoj. Dobili smo tudi pohvalo uradnih inštitucij, da smo res dobro poslovali, da smo res poskrbeli za nemoteno poslovanje, hkrati pa tudi za zdravje naših zaposlenih, tako iz fizičnega kot tudi duševnega nivoja. Najbolj smo ponosni na vzpostavljen sistem virtualnega mentorstva. V CEE regiji imamo namreč zaposlene profesionalne coache. To so coachi, ki sicer sodelujejo z res top executivi različnih podjetij. Tokrat so ti coachi posvetili svoj čas našim vsem zaposlenim v regiji. In sicer tako, da so vsak četrtek med 8. in 9. uro vodili tako imenovane silent coaching delavnice. Na teh delavnicah smo lahko zaposleni sodelovali na način, da smo skupaj z njimi meditirali, da smo se učili o načinih pravilnega dihanja, o čuječnosti, tako da te delavnice so bile zares dobro obiskane. Po potrebi pa so te coachi nudili tudi individualno podporo vsem zaposlenim, to se pravi, če je bil kakšen zaposleni, če se je soočal z neko osebno stisko, jih je lahko kontaktiral in so potem svoj čas posvetili osebnemu coachingu.
Tako da storitev, ki jo sicer nudimo našim strankam, našim direktorjem strank, so tokrat ponudili vsem zaposlenim v podjetju. In na to smo zares ponosni, zato ker so tudi iz naše pisarne se teh klicev redno udeleževali zaposleni in tudi feedback, ki smo ga dobili strani zaposlenih, je bil izredno pozitiven. Pri organizaciji dela na daljavo se pri nas nismo soočali z nekimi konkretnejšimi izzivi. Dejstvo pa je, da je informacijska tehnologija v naši družbi izjemno napredna. Lahko povem, da smo izjemno ponosni, da smo tudi v času razglasitve epidemije pravzaprav bili sposobni nadaljevati poslovanje torej z delom od doma. Še zmerom ohranjamo tako imenovani hibridni sistem oziroma strukturo zaposlitve, kar pomeni, da naši zaposleni pravzaprav opravljajo delo torej nekaj dni na teden od doma, nekaj dni na teden pridejo v pisarno. To jim seveda omogoča tako svobodno organizacijo dela, kot tudi ohranjanje socialnega stika z svojimi sodelavci. Osebno ocenjujem, da je delo na daljavo izjemno prožna oblika zaposlitve. Nekako rahlja, bom rekla, ta podrejeni položaj delavca, saj neposredni nadzor strani delodajalca ni prisoten ves čas. Seveda pa je na delavcu velika mera odgovornosti za organizacijo dela. Pri nas se nekako vsi zaposleni zavedamo, da je pomembno, da je delo opravljeno, da so rezultati, ni pa pomembna torej lokacija in čas porabljen za to delo. Seveda pa se v praksi, poleg vseh teh, bom rekla, pozitivnih lastnosti, ki jih delo na daljavo prinaša, se pa seveda v praksi pojavljajo tudi številni izzivi. Med njimi bi mogoče izpostavila predvsem tveganje za zlorabo oziroma nezaščito nekih informacij, ki predstavljajo poslovno skrivnost družbe, potem neposredna komunikacija, neposredni nadzor, kolikor je le-ta seveda nujno potreben za opravljanje dela. Prav tako je občutek neke manjše pripadnosti kolektivu velikokrat prisoten, slabša informiranost in pa predvsem bi rekla tudi v primeru zaposlovanja, v primeru novih sodelavcev je potem otežena to prenašanje znanj in pa izkušenj na nove sodelavce. Zdaj, generalno, kar se tiče dela na daljavo, bi izpostavila, da je ključnega pomena to, da se že v začetku, pred pričetkom dela na daljavo jasno opredelijo pravila dela na daljavo in da seveda da delo na daljavo temelji na neki prostovoljni odločitvi tako delavca kot delodajalca. Ključno pa je pri delu na daljavo to, da je pravzaprav prisotna visoka mera zaupanja, sodelovanja in pa izmenjava informacij. Nedvomno je ta epidemija, ki smo ji bili priča, dala en velik pospešek na področju razvoja, na področju tehnološkega in pa digitalnega razvoja. Po mojem mnenju bo prihodnost dela definitivno bolj digitalna. Že sedaj smo nekako priča novim oblikam dela, recimo večina trgovcev, ki niso imeli vzpostavljene online prodaje, so to seveda čez noč storili. Digitalizira se logistika, decentralizirajo se dobavne verige, poenostavljajo se neki birokratski postopki, konec koncev tudi učenje na daljavo uspešno poteka, določene zdravstvene storitve se prav tako opravljajo online. Skratka, po mojem mnenju se nekako organizacije množično osredotočajo na to sodelovanje med tehnologijo in pa ljudmi. In v prihodnosti bo zagotovo fokus na digitalizaciji in pa avtomatizaciji, saj oboje omenjeno pravzaprav povzroča neko fragmentacijo oziroma korenite spremembe na področju trga dela. Osebno pa menim, da nekako s sobivanjem človeške in pa umetne inteligence bo delo le še uspešnejše oziroma boljše. Moram omeniti, da smo letos avgusta v družbi PricewaterhouseCoopers opravili globalno raziskavo, intervjuvali smo več kot 700 predsednikov uprav največjih globalnih korporacij.
In zanimivo je, da je 78% vprašanih nekako meni, da delo na daljavo bo stalnica. Ne? Zanimivo je tudi podatek, da je 61%, torej več kot polovica vprašanih, prav tako smatra, da pisarne več sploh ne bojo potrebne. Tako da ja, ocenjujem torej tako v naši organizaciji kot nasploh širše, da je pač delo na daljavo naša nova realnost in mislim, da je COVID-19 pokazal, da kadar je nujno, se seveda da in delo lahko opravljamo pravzaprav od kjerkoli. No.